Skratka, en lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav vsem predstavnikom diplomatskega zbora, politikom, gospodarstvenikom, diplomatom in lep pozdrav predvsem našim prijateljem, kajti mnogi izmed vas, ki smo sedaj tukaj, smo že kar prijatelji rada. Glede, malo sem razmišljal prej in nam morate verjeti, čez 2 let bomo praznovali četrt stoletja našega druženja. To je dolga doba. A veste, malo kakšna prireditev te vrste se toliko časa drži. Mi pa se. In to zaradi Vinkota, to se pravi očeta iz ozadja in družine Grašič, ter zaradi vas gospodarstvenikov, ki prispevate finančna sredstva, da to laufa. In kot vidite, to lepo laufa. Ko sem se prej sprehajal tamle gor, pa čakal, kdo bo prišel na tekmo, sem razmišljal 23 let. V tem času so tukaj tekmovali 3 predsedniki parlamenta, 2 predsednika vlade. Bilo je tu na našem zborovanju najmanj 25 poslancev parlamenta in najmanj 25 veleposlanikov. In še številni drugi, jaz sem komaj verjel, da je to taka številka, 3000 se nas je že tukaj na teh zborovanjih zvrstilo. 3000. No, in kaj sem pogrešal? Pogrešal sem, a veste, mi smo nekako tisti, ki tudi diplomatom pokažemo lepote Slovenije. Jaz imam doma kar nekaj lepih zahvalnih pisem in najlepše pisme mi je pisal kitajski veleposlanik. Živa priča, da smo uspešni pa gospod Edgar Ervan Fuare, ki prileti nekaj 1000 kilometrov iz Irske. Iz Irske, da tukaj tekmuje, da se sreča z nami in da obišče svojo drugo domovino. Hvala lepa, gospod Fuare. Kaj pa ves čas pogrešam? Glejte, mi nekje opravljamo delo, ki bi ga moralo upravljati zunanje ministrstvo. In razen ministra Žbogarja, še nikogar ni bilo tukaj. Niti besede zahvale še nismo dobili. No, ampak vsem se jih ne rabimo, se samo mravim tako dober. Ampak, veste kako je? Nekaj bi se pa lahko od nas naučili. A veste, polna usta jih je tega, kako se gospodarstveniki, pa politiki, pa diplomati pogovarjajo. Mi pa to v praksi kažemo. Zato bila učna ura za njih, da bi kdaj sem prišli. Tako, mimo grede. No, da res ne bom predolg. Rekel sem, da mi se bom ravno tako dober, tudi če ni v njih iz zunanjega ministrstva. Upam pa, da bojo kdaj prišli. No, ampak, gledajte, če ne drugega, smo pa danes nekje napravili eno lepo naložbo v zdravje. Zakaj v zdravje? Glede, jaz sem že 10 let penzioniran doktor in zdaj bi lahko samo še vratar v bolnic, toliko je šlo naprej vse. Ampak vem pa iz svojega življenja to, da je najboljše cepljenje proti gripi šport, bivanje na svežem zraku. In čim več kdo športira in biva na svežem zraku, tem bolj je precepljen. V to sem sveto prepričan. In če ne drugega, ste se vi zdaj že parkrat cepili proti gripi, ker vsi ste morali malo trenirati. Tako da to ne bo tisto zadoščenje, če že ni ne vem kakšnih visokih vladnih funkcionarjev tukaj, da bi mi malo podučili, kako se ljudje družijo med sabo, imamo pa vsaj zadoščenje, da smo cepljeni. No, to sem vam hotel povedati. Bi pa rad še 2 pozdrav. Tukaj med nami je državna prvakinja, Karmen Rajšp. A veste,
Jaz sem skrbel za Ano, ko je bila še deklica, mladinka, in takrat je bila še rajšpo, zdaj pa ne vem, čgava je. Ampak še nekdo je tukaj med nami, ker en svetovni prvak, Andrej Zupan. On je pa svetovni prvak v lokostrelskem biatlonu. A ne, Andrej? Ja. Hvala, Karmen, hvala, Andrej, da ste se udeležila teh tekem. In a veste, čisto drugače je, če rečete, sem tekmoval s svetovnim prvakom. A ne? Se boste lahko pohvalili. No, skratka, da me naša kregala, bom končal. Zdaj pa še par besed, dovolite se, bom kratek. Ladies and gentlemen, dear friends, dear members of Diplomatic Corps, we are again here on Pokljuka. Welcome again. Pokljuka dressed this year in new white coat, just for us. I hope you enjoyed this wonderful nature, you enjoyed this wonderful sport, and you are satisfied that you are here with us. If it is so, I expect the next year you shall come again. Thank you very much. Hvala lepa, gospod dr. August Mencinger. Sem pa pomislil,